Ilhan Omar trdi, da se je asimilirala. In to je problem, ko te ljudje izrekajo tako neumne izjave, ker moram znova snemati te videoposnetke, saj se ne moram nehati smejati. O moj bog, kako neumne mislijo, da smo. Očitno zelo neumne, kot da nimamo vseh dokazov iz zgodovine Ilhan Omar, ki dokazujejo, kako malo je asimilirana. Ne skrbi. Ljudje jo zaradi tega kritizirajo z vseh strani. Ampak najprej posnetek. In kot ste imeli Somalijo in Somalijo. ku dhashay Somali citizenship ugama baahni. Zakaj je dal, lahko bi se samo vrnila in želela? Waana dad aan ku diin ahay. Je bilo to, kar sem počela. In jaz vam želim povedati, Waxay ku hagaagi lahaayeen iyo sidii aan ku taakulayn lahay iyo oo taas waxaa iga keenaysa Soomaali jecel aan u qabo iyo Soomaaliya jecel aan u qabo. Ne vem za vas, ampak to res zveni kot nekdo, ki je zelo integriran in asimiliran v ameriško kulturo, prijatelji moji. Vse, za kar mi je mar, so Somalci. To so moji ljudje. Njih branim. To zveni popolnoma kot integracija. Tukaj je besedilo. Asimilirala sem se vse do kongresa, potem pa mi ta bedak reče, naj se vrnem, od koder sem prišla. Ste slišali? Ste slišali, kaj je ta ženska pravkar rekla? Ste slišali? zelo sem vesela, da sem danes lahko z vami. Aniga xilka aan ku fadhiyo waxyaalo badan aan isla qabano waan ogahay aniga mas-uul weyn inuu iga saaran yahay wadankii aan ku dhashay oo aan ka imid. V kongresu čutim odgovornost, da pomagam državi, iz katere prihajam. Sem somalijska deklica. Rojena v Somaliji. Somalijskega državljanstva ne potrebujem. To je moja rojstna pravica. To je v moji krvi. To so ljudje, s katerimi imam skupno kulturo. Delijo moj jezik in vero. To so ljudje, do katerih čutim sočutje. Torej, ko prisluhnem, kaj se dogaja v Somaliji, da bi lahko nekaj storila in to popravila s svojo močjo v ameriškem kongresu, veste, s kom sem v resnici povezana. Prilagodila sem se, prilagajam se. Ilhan Omar ne bi prepoznala asimilacije, tudi če bi jo udarila naravnost v obraz. In naj vas spomnim na to čudovito slovesnost. Ilhan Omar je na zborovanju v Minneapolisu predsednika Somalije imenovala za našega predsednika. Tudi malo konteksta. Poleg tega, da je Ilhan Omar ena najbolj neprijetnih oseb v kongresu, je tudi predstavnica somalijske skupine. Veste, tiste, ki so vpletene v vse prevare in krajo denarja ameriških davkoplačevalcev. Ko se asimiliraš v državo, običajno ne počneš tega, da jemlješ od ljudi, med katere si se asimiliral, da bi dal nazaj ljudem, od koder si prišel, s katerimi nisi več asimiliran. Taka neumnost, ne prenesem tega. Zelo sem počaščena, da imamo našega predsednika Somalije. Naj samo nekaj povem o tej izjavi. Ogledali si bomo preostanek. Iskreno, ne morem je poslušati, ko govori v tem jeziku. Kar sili me na bruhanje. Glejte, stvar je taka. Ko si del ameriškega kongresa, obstaja ena oseba v vesolju, ki je tvoj predsednik. Obstaja ena oseba v vesolju, ki je predsednik tvoje skupine ljudi, ki so te izvolili. In dala ti bom namig. To ni predsednik Somalije. Ja? Zato si to oglej še enkrat. Zelo sem počaščena, da imam priložnost, v Somaliji seveda. Naš predsednik Somalije. Predsednik Hassan Sheikh Mohammed. Prisrčno ga pozdravimo, Minneapolis. Gremo. Predsednik in jaz imava poseben odnos. Jaz da kličem stric, on pa mene svojo punco. Malo neprijetno, ne bom lagala. Verjetno ne bi smela imeti odnosa s predsednikom, kjer te kliče svojo punco. Ampak če odmislite vse te čudne spolne namige, dejstvo, da predsednik Somalije žensko v ameriškem kongresu kliče svojo punco, kaj to pomeni?
povem vam, kaj to ne pomeni. Če se sprašujete, to ne pomeni, da ste se asimilirali. Ne, to pomeni, da ste se popolnoma infiltrirali in ona je že tako grozna oseba. Želim se vam zahvaliti vsem. Ljubim vas, ljubim vas, ljubim vas, ljubim vas. Dobrodošli v vašem domu. Naš dom je vaš dom. Dobrodošli v Minneapolisu. To je to. Ne skrbi. To je kraj, kjer boš dobil ves svoj denar, ker smo res dobri pri pridobivanju hrane in financiranju vsega, kar se dogaja v Somaliji. To je tvoj dom. Uspelo mi je. Sem tvoja punca, stric. Sem tvoja punca. Že leta nas ni tukaj. Zelo smo veseli, da je naš Hasan naš predsednik. Če ste mislili, da je morda prvič naredila napako, ne? Zdaj smo že drugič pri našem predsedniku. O moj bog. Dobesedno drugi krog. In vsi so zelo veseli. Somalia, da bi mešan jugo dan wagurugo da anaga madaren sennihin in anagata haimelnaga. Somalija je naš dom, ne Amerika, ne Minneapolis, ne ta država, v katero smo se asimilirali, v katero smo se vključili. Ne, Somalija. Somalija, mar ne? Hene, kunoša. Qalbigeenay ku jir. Ne glede na vse, vedno mislimo na Somalijo. Ja, ne vem, kaj naj rečem. Meni se ne zdi, da se je ta oseba globoko asimilirala v svojo kulturo. V redu, to je džihad na ameriških tleh. Kongresni okraj Ilhan Omar. To je nekdo iz njenega okraja. Vidite, ker težava pri Ilhan Omar ni le v tem, da se sama ne integrira, ampak tudi vsi ljudje, ki jih zastopa, se prav tako ne integrirajo. Sem to samo jaz ali tudi vi čutite to proameriško energijo? Energijo asimilacije, energijo integracije. Če se sprašujete, zakaj je sploh dala ta komentar, je to zato, ker se je nekdo odločil, da jo izpostavi. In ta nekdo je kongresnik Tom Emmer. Uganite kaj? Ni nič rasističnega v tem, da izpostaviš kriminalca. Res je, res je. Res je, ko to rečem. Čas je. Mislim, to je tisto, kar počnejo v veliki zvezni državi Minnesota. Veste, naša kultura, tista skandinavska kultura. Mimogrede, najraje takoj razjasnim, preden grem naprej. Je tukaj kakšen prebivalec Minnesote? Dobro, potem naj samo rečem, v redu, no, rojen si, nosiš tisto kapo. Moraš biti iz severne Minnesote. Iron Range? Ne, verjetno bližje Iowi. Ne, bom pustil to pri miru. Razlog, da to omenjam je, ker ljudem redno pravim, Minnesota ni ustvarila pasivno-agresivnega vedenja, smo ga pa izpopolnili. V redu, in jaz sem bolj agresiven tip, kar pa v Minnesoti ne deluje vedno. Kot vam bo povedal Ralf, veste, včasih se prebivalci Minnesote tako bojimo, da nas boste označili za rasiste, islamofobe ali kaj podobnega, da se preprosto nočemo spustiti v ta prepir. Veste kaj? Trdil bi, da mi nikoli ni bilo mar, ampak zdaj sem končal s previdnostjo. Niti najmanj ne bom več previden. Mislim, da si tip res zasluži aplavz. Res si ga zasluži. In jaz si ga ne. Res me ne zanima, odkot prihajaš, prav? Ampak če prideš v to čudovito državo, moraš razumeti, da prihajaš sem, da postaneš Američan. Mi praznujemo kulturo vseh, s tem smo zadovoljni. Dokler si Američan, praznuj svojo kulturo. Ni mi mar Italijan, Poljak, veš, Somalijec, v redu. Ampak če se ne asimilirajo in če se ne asimilirajo, potem naj se vrnejo tja, odkoder so prišli. Ne govori nič drugega, ne govori nič spornega, govori dobesedno to, kar vsi mislimo. Ampak Ilhan Omar seveda ji ni všeč, da nekdo izpostavlja njeno drago somalijsko skupnost, ker se ne asimilira. Tako napiše. Asimilirala sem se vse do kongresa in ta idiot mi še vedno govori, naj se vrnem tja, odkoder sem prišla. Nažalost,
Nažalost, za Ilhan Omar je prav ona tista, ki nas ves čas spominja, kako sploh ni asimilirana. In zdaj, ob vsem tem dramatičnem dogajanju v New Yorku, bi naredili napako, če ne bi omenili dejstva, da tudi aktivno podpira ljudi, ki so proti Ameriki. Ni samo to, da ima rada svojo državo, kar je super. Dovoljeno ti je priti v Ameriko in imeti rad drugo državo. Samo potruditi se moraš, da se vključiš in ne spuščati v državo ljudi, ki jo hočejo samo uničiti. Kongresnica Omar, vaša najnovejša kolegica iz New Yorka, Chevier, je pozvala ljudi, naj položijo svoje umazane roke na ameriško zastavo. Boste to obsodili? Zakaj vi, demokrati, sovražite Ameriko? Ne morete obsoditi svoje kolegice, ki poziva ljudi, naj položijo svoje umazane roke na ameriško zastavo? Ne morajo, ker nočijo. Saj je njihov celoten načrt in ves smisel v tem, da uničijo ameriško družbo. Dejstvo, da so te ljudje še vedno v kongresu, mi je resnično nerazumljivo. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.